Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Danes bomo govorili o tem, kaj vse dejansko zmore klorofil. In ja, trava ni sam za krave, je še za marsikor druga. Tako da dajmo en mu za sam začetek, drage moje gostje. Na zdravje in mu! Evo, danes pijemo čisti klorofil, ampak nasploh, kaj klorofil vse zmore. In mislim, mene osebno je najbolj prepričal tisti zapis kemični, ki kaže, koliko je kri pa klorofil, koliko imata dejansko skupnega. A ne? Tebe tudi? Ja. Ja. Mislim, Simon, ti si ena izmed tistih, ki je ženskam zelo Itak sem zeleno-zelena. Ja, hitro si zeleno-zelena, oziroma hitro si ženskam pokazala, Zdaj dajmo mi zamenjati, veš, ne klepet ob kavi, ampak klepet ob klorofilu. Ja, jaz to že Jaz sem to zdavnaj že govorim. zjutraj zdaj počasi preklapljam na ta model. Iz kave na zelenje? Pravilno. Mojito si naredim z limono, pa z tak fino. Z mineralno vodo. Ja, ja, brezalkoholni. Ampak da zgleda lepo, speclam pa tak. V osnovi danes bomo govorili torej o klorofilu, predvsem pa o tem, zakaj je treba dati več zelenega v svojo prehrano. Torej, tisto majhno skodelico, ko dobimo ob nedeljskem kosilu, pa zelena solata, to je to, ne? Seveda. To je najboljša stvar. Načeloma, to smo Slovenci, jemo solato in rečemo, da smo pojedli dovolj zelenega, sploh ob kosilu, tista mičkena skodelica, mičken več od tega kozarčka, ne? In to je to, več ne rabimo zelenega. Tako smo navajeni. Taka je naša stara miselnost, ne? Ampak vemo, da to je krepko premalo klorofila na dan, ne? Dejansko poznam tudi več žensk, ki so se odločile, da bojo shujšale in so potem živele na solati. In nekako ni šlo. Zakaj? Ja, jaz imam veliko takih izkušenj, da ženske si predstavljajo tudi, ko pridejo k meni in si želijo shujšati, rečejo, zdaj bom mogla pa samo solato jesti. Od vse listnate zelene zelenjave je v bistvu solata ima najmanj hranil. In ti ne da vsega, kar potrebuješ. In če si lačen, ne hujšaš. Tukaj je že prva, se mi zdi napaka, da so ženske prepričane, da morajo, če želijo shujšati, manj jesti in manj v bistvu stradati. In ne gre tako. V bistvu, če želiš shujšati, moraš jesti. Moraš jesti pravo hrano, ki je polna hranil. Solata ima definitivno premalo. Ostala zelena listnata zelenjava, ki je danes jo imamo tukaj, recimo špinača, največ ima zeleni listnati ohrovt, potem imamo zeleno zelje, jaz imam zelo rada mikrozelenje. Tudi jaz. Top. Pa v parih dneh. Ja. Jaz sem si vzela na morje, pa sem si kar na morju naredila ga. Odličen. In tudi za prepričati otroke, ki ne marajo zelenjave, recimo je, otroci, ki ne marajo, vemo, da otroci ne marajo brokolija. Ne vem zakaj, verjetno so nas silili kot otroke. Ko pa posadiš semena brokolija, ki ima dejansko ena boljših živil proti raku, in posadiš ta mikrozelenje, nima okusa po brokoliju. Ima 7-krat več hranil kot odrasla rastlina in ko to poješ, da si na sendvič, malo pozobaš, ko greš zraven, da si malo na juhico. Moj sin niti slučajno, da bi pojedel brokoli. Mikrozelenje brez problema. Jaz sem prišla do mikrozelenja zaradi tega, ker so mi srne skozi zelenjavo napadale in že zdaj nisem si ograje zrihtala. Tako da zaradi tega, pa še prej vse skupaj, ja. Klorofil je neverjeten, oziroma nasploh zelena zelenjava in tako navdušuje me, da je že kar nekaj tudi zdravnikov v svetu, ki pišejo knjige in ozaveščajo o tem, kako dejansko ta zelena barva dobesedno rešuje življenje, kako nam lahko ta res celoten shift naredi. Ampak verjetno je problem to, da zdravniki kot taki
imajo premalo informacij o tem. Simon, ti si zdravstveni trener, recimo, ti ogromno ljudem govoriš o zelenjavi in tak naprej, ampak sama alopatska medicina, kaj, nima tega znanja, manjka ti reče, ne, zdravnik, veš kaj, malo več zelenega je. Ne, sej rečejo, jej sadje zelenjavo, ne, pa vsi slišijo bolj sadje, zelenjavo, pa tudi predstava, kaj sploh zelenjava je. Ne? Tako da zelenjava je vse nadzemna, podzemna, ne? Tako da to je vse v bistvu zelenjava. Ne, pa se jejo krompir, ne? Krompir. Ja, je gumolj, ne? Sej bi bila ga lahko, mislim, ni, z gumolji ni nič narobe, ne? Je več različnih gumoljev. Ampak mi tudi tako, solata, imamo en tak občutek, da je to zdaj neko perje, od katerega se ne moreš najesti. Ne? Jaz pa malo priporočam tako solata z dodatki. Ne? Solata je v bistvu neki presni obrok načeloma. Ne? Zdaj, če tako osmislimo solato, ne? Ki je lahko pač različnih velikosti. Jaz, ko pojem mojo solato, jaz se najem, recimo. Ne? Zdaj pač odvisno, kaj je zdaj notri. To nisem malo, ne to, ko si rekla, mečkena ta šalčkica, ampak je malo večja. Ampak tako, problem je, ki je treba očistiti, pripraviti, je treba shranjevati, je treba nabavljati, to hitro zgnije, hvala Bogu, ker če zgnije se tudi prebavi hitro, tiste stvari, ki stojijo dolgo, se ne prebavijo. Tako da ta ena miselnost, tudi nekaj jemo pretežno zelenjavo, mislijo, da pač sam pasemo neko travo, pa v bistvu ni res, je ta hrana lahko zelo, zelo pestra. Zdravniki pa mislijo, da je to dostikrat se jaz tudi tako srečam, da če reče moje stranke, da jejo zelenjavo, ja, to je pa premalo, to pa ni v redu, ker imajo tudi oni neko drugo predstavo v tem. Tako da tukaj tudi nismo navajeni. Tako kot je rekla Urša, da mi gledamo, ko smo dosti zelenjavo, se jem zelenjavo, eno solato na teden, pa še to vprašanje. Pa že to je dobro, če saj jem malo tega zraven. Tako da ta miselnost, kaj je solata, kakšen obrok je to. Pri nas je solata, preden pojemo vse ostalo, jemo najprej solato, pa potem ostali obroki. Najprej surovo, pa potem. Ja, da si pač te encime ustvarimo in vse to, in potem glavni obrok. Pač to so neki rituali in pri nas je to normalno, enim se pa to zdi čuden. No, ko začnete raziskovati o samem klorofilu, kmalu pridete do tega, da rečete, a res ali kaj? Klorofil dejansko zmore toliko stvari. In ja, dejansko zmore, mogoče v zadnjem času najbolj privlačna trditev, predvsem za ženske, to, da klorofil pomlajuje. Zdaj pa imam same strokovnjakinje tukaj zraven, pa dajmo mogoče malo bolj konkretno za to, konkretno o tem, zakaj dejansko klorofil pomlajuje, ker meni osebno je tale efekt, ki se je zgodil nekaj tednov nazaj, najbolj neverjeten. In sicer moja prijateljica, ki od zelenjave se ji ne da, razen mogoče, če je pakirana, pa tak na hiter, pa je mogoče, ne vem, kakšen čip zelenjavni ali pa kakorkoli, ona se zdaj odločila, da bo pila eko zelenje. In velik korak, ni treba nič stiskati, pa nič, eno vrečko pa gremo, ampak slišala je, da pomlajuje. In zdaj, če pomlajuje, to pa se potem že splača. Zakaj pomlajuje? V čem je finta? Kaj je dejansko tukaj zadaj? Ja, da pomlajuje, je res treba vsaki dan eno vrečko. Dejstvo je, tako smo že rekli, klorofil je zelo podoben našemu hemoglobinu. Edina razlika je v tem centralnem atomu. Klorofil ima magnezij, hemoglobin ima železo, to je edina taka razlika, kar se pa ostale kemične strukture tiče, je pa popolnoma enako. In zaradi tega lahko v telesu klorofil dela čuda. Resnično, to je neka neverjetna struktura za naše človeško telo. In to zdaj govoriš kot, kak je že tvoj naziv? Jaz sem tako doktorirala iz mikrobiologije in agronomije, da ne bo pomote. Odlično. In to zdaj tako biološko. Zelo biološko. Klorofil je res čudežna molekula, ker v telesu, mogoče se mi tega niti ne zavedamo, ker je to nevidno. Mi, ko pojemo enostavno ta klorofil, pač ga ni več, ker se zgubi nekje noter v nas. Ampak dela toliko neverjetnih stvari, ker prinaša kisik, dviguje pH, sploh kadar ga biksamo s kako prehrano, preveč nezdrave hrane, sladkorjev, ogljikovih hidratov in tako naprej.
dviguje pH, potem oksidira dejansko celo telo, revitalizira nazaj organe. Ne? In je normalno, da potem pomlajuje, če ima telo kar naenkrat več kisika, kot pa ga je imelo prej na razpolago. Ne? Poleg tega res, lahko zelo sam naštejem, od hormonov, vpliva na hormone, zmanjša pritisk, krvni pritisk, potem holesterol se zmanjša, jetra razbremenijo, ledvičke razbremenijo. Mislim, ogromno enih stvari, ko jih dela klorofil v telesu. Simon, ti pri tvojih ščitencah tudi jim daš klorofil, malo pospešiš jim klorofilsko življenje? Ne, se je že omenila, da razstruplja, ne? Tako da pretvorba ščitničnih hormonov se tudi dogaja v jetrih pa v črevesju. Tako da zdrava jetra, neobremenjena, sčiščena, ne? Kjer seveda pač to zelenje in klorofil lahko pomaga, ne? Bo tudi pospešilo to prekrvavitev, dotok kisika. In je danes tudi problem pri teh naših ščitnicah to, ker so neprehranjene v bistvu, ne? In ne dobijo dovolj hranil, nimajo dovolj, bi rekli, kisika, ne? Da bi se prehranili, zato tudi zbolevajo, vpijajo pa težke kovine, ne? Ker ni kisika dovolj, da bi prenesel zdrave stvari, vpijajo pa neke težke kovine, pač te strupene kemikalije in tukaj je pa klorofil tisti, ki pa to očisti in tako lahko ponovno oživi ščitnico. Wow. Super. Torej, klorofilisti, a ne? Vse to bi znali biti, a ne? Evo, nova beseda za SSKJ, klorofilisti. Klorofilistke za pomlajevanje. Ja, za pomlajevanje. Se kaže na obrazu ljudem, ki jejo dosti klorofila, ki zaužijajo dosti klorofila? Absolutno. Jaz mislim, da jaz predvsem dajem ženskam, ki so utrujene, izčrpane, pridejo k meni in ponavadi so vse na prevelikih količinah kofeina, energetskih napitkih, izčrpane do konca in v bistvu se ne zavedajo, da se izčrpavajo. In potem postopoma umaknemo kavo in jaz jim nadomeščam to, da imajo zjutraj velike količine energije ravno s tem, s klorofilom. In ko čutijo, jaz vedno rečem, to je tako, kot če bi si ti dala tekoči sonček v žilo. Ne? In dejansko čutiš to energijo. Mi se ne zavedamo, da je v bistvu hrana energija, da ni samo neka fizična snov, ampak da je energija. In če ti dobiš ta klorofil iz dejansko rastline, žive rastline, se to prenese vate. In se dejansko pomlajuješ in ta utrujenost izginja, seveda, zato ker tebi se potem telo regenerira, čisti se ti nadledvične žleže, se ti končno pomorejo, ščitnica se ti končno pomore, ne? Tudi, ko nadomestiš klorofil, recimo kofein je tisti, ki blokira absorpcijo železa. Ne? Klorofil pa pomaga pri tvorbi železa v krvi. Ne? In zato recimo je odličen pri slabokrvnosti. Danes vidimo tega ogromno mladim. Mene grozen otrokom, ti veliko delaš tudi z otroci, ne? Ogromno otrokom primanjkuje železa, utrujeni so. Ker je enostavno ampak hrana... pa jim dajo tabletke. Tako. Ne? In tiste tabletke, ne? Ko imamo toliko naravnih rešitev, in eno od teh je recimo klorofil. Zelo preprosto. Klorofil. Jaz ne bi šla toliko zdaj na te težave z samo imunostjo, pa COVID, pa vse te zadeve, ampak je pa dejstvo, recimo, jaz sem to preizkusila v praksi, jaz trkam na les, ne spomnim se, kdaj nazadnje bi bila bolna v tem smislu, ampak vem, da je najbolj učinkovit protokol, da čutiš, da te bo neki zagrabel ali pa da se te neki je čudno, da nehaš jesti vse sladkorje, neke težke ogljikove hidrate in v bistvu pošopaš klorofil. In takoj se mi zdi, da te vrže nazaj v tisto zdravje in da te napolne. In velikokrat sem bila že blizu temu, da bi me mogoče kakšen prehlad oplazil, ampak se potem ravno s klorofilom tudi seveda si pomagam, pa da dam sladkor dejansko stran. Kakšno vezo ima torej klorofil na sam imunski sistem v tem smislu? Pa še enkrat, nič ne bomo zdaj omenjali raziskave Kitajcev, ki so ugotovili, kako je to fajn pri koroni, pa tako naprej, ker pač virus je virus, a ne? To že vemo. To že vemo, ja.
Dejstvo je, ne, klorofil, kot sem rekla, to je zlata, kar molekula, ne, oziroma sonček v krvi. Ja, glede na svoj naziv, mislim, da moraš to reči. Ja. Dejstvo pa je, ne, res takoj, ko začutiš, ampak tlele je res, mi se moramo poslušati, da to res začutiš, da se ti nekaj dogaja, ne že takrat, ko ti že curlja iz nosa, ne, takrat bi potem res pojedel 5 kil klorofila, če bi bilo treba, ne. Ampak dejstvo je, klorofil, tako smo se že zdaj pogovarjali, ne, prinese kisik. Takoj, ko je kisik, se ti patogeni, to se pravi vse te bakterije, virusi, glivice, parazitki, karkoli nam že pač nagaja, to ni okolje za njih. In se ne marajo oni tega okolja in se oni enostavno v okolju, kjer je preveč kisika, ne bojo razmnoževali. In zaradi tega nas takoj klorofil postavi na pravi tir. Ne? Ker mikroorganizmi imajo radi tako posebno okolje, ne? In zaradi tega je tudi dobro, da se izognemo vseh sladkorjev, procesirane hrane, težkih beljakovin, ne? Ker to pa oni imajo vseeno radi. Ne? Klorofil je pa to ravno nasprotno in zaradi tega imunski sistem se nam dodatno okrepi, a ne? Seveda pa vseeno, ki si gre po celemu telesu, ne? Tako da pospešimo tudi in limfo, in jetra, ledvičke, vse, da to čim prej izločimo iz organizma. Zdaj pa še ena taka zadeva. Ko greš na kakšen WC ali pa če imaš kakšen obisk, pa gre kdo na veliko potrebo, pa zavohaš, kaj je človek jedo. A se dejansko kakec od tistih, ki zaužijajo dosti klorofila, razlikuje tudi po vonju od unih, ki jejo druge zadeve? Jaz bi rekla, odvisno, kakšna je presnova. Ne? Ker zdaj, če piješ to mikrozelenje, ne? Kot to lejko pač pijačo, je lažje to prebavljivo, kot če bi nekaj žvečil in podobno. Ne? Je pa predvsem pri kakšnih mesnih zadevah, pa pri teh obrokih zna to biti zanimiv von. A ne? Še posebej mogoče pri tistih, ki imajo moteno sploh te želodčne kisline, da je Ker kakšni imajo zadah, pa ne vejo, kako se ga rešiti. V bistvu izvira iz črevesja oziroma iz želodca. Zato, ker ni dovolj teh želodčnih sokov, od encimov, želodčne kisline, ki bi to razgradila. In v bistvu ta hrana načeloma gnije po naših prebavilih. Ne? In potem seveda, da ven pridejo čudne vonjave. Ne? Se pa včasih zgodi, da pa ko začnemo z neko zdravo hrano, pa to tudi malo porine ven vso to svinjarijo, malo počisti kot ena krtača in je lahko še večja nesnaga, čutiš eno tako spremembo. Ne? Tako da to je tako zelo relativno. Ne? Ok, ne bom šla za tabo na WC, v redu je. Gremo čisto praktično pogledati. Zdaj, eno dejstvo je, jaz bolj, ko berem o hrani, bolj me navdušuje, kaj vse s hrano lahko in bolj se že ponavljam sama sebi. Hipokrat, ki je rekel, hrana naj bo naše zdravilo in naše zdravilo naj bo hrana. Mislim, aleluja, to je to. Sploh ne rabimo dobenih oddaj več delati o tem, pa nič več govoriti. To bi mogli biti sam napisan in bi nam mogli biti jasno. Ampak ja, soočamo se z izzivi, ne? Jaz si posedim lepo zelenjavo in vse, ampak pridejo srne, ali pa pride suša, ali pa pride toče, ali pa pride druga, ali pa polži. Jaz polži vem, da imajo. Polži se pojejo. Ja, te račke kupati. A veš, pa ta scena, da greš ti enkrat na teden v trgovino, ti tudi pri tej zelenjavi pri velikih količinah ti nekako ne gre čez. Zaradi tega, ker to gre dosti hitro, sploh če daj kaj sočiš ali pa karkoli. Tako da, kakšni so vaši načini? Vem, da je lahko rezanje zelenjave ful meditacija, ful neko tako sproščanje kot tako. Jaz moram priznati, da vsega pomal, ampak primejdun, da sem res praktičen človek in imam zelo rada, da vzamem vrečko, pa že zjutraj, da vidim, da nimam časa nekaj stiskati, pa rezati, pa ne vem kaj še vse, pa nimam zelenjavne juhe od prejšnjega dneva. Enostavno si pripravim, naredim in grem, pa tudi zmeri, ko grem na Hrvaško, tam je moj drugi dom. Joj, tam so zelenjavo, niso še tam in si prinesem zraven take stvari. No. Kako vi naredite to bolj praktično v tem smislu? Ker pač jasno je, da imamo še kaj drugega v življenju za početku, kar biti v kuhinji.
je Kakšne finte, ali za zamrzovanje, ali karkoli, kaj naredite? Absorpcija klorofila je najboljša, če ga tako popiješ, ker je v 20 minutah ti pride v kri. V bistvu to najboljši način. Ali pa če travo si narediš sok, isto je, popiješ samo, jo ne mešaš z drugimi stvarmi, ne? Ker to ima v bistvu pirina trava vsebuje največ klorofila od vse zelene zelenjave. Kar se pa tiče ostale zelenjave, jaz vedno predlagam, jaz imam rada preproste recepte. Zato, ker tudi delam z ženskami, ki so tako obremenjene, da jaz rečem, da nimajo časa dihati. In če bi jih zdaj še obremenjevala z nekimi recepti, ki zahtevajo vsaka 10 sestavin, bi vse rekla, dej, si bom jaz obrnila v zrezek pa malo krompirja. Tako da večinoma jaz predlagam, da vseeno poskušajo kupovati lokalno hrano, si najdejo bližnjega kmeta, da je ta hrana prepotovala čim manjšo razdaljo in da jo kupijo 2-krat na teden. To je v bistvu en tak optimalen čas, ki je lahko zelenjava v hladilniku in potem se jo lahko tudi recimo pripravijo vnaprej. Jaz vedno tako rečem, da si v hladilniku moraš imeti vedno, ne vem, žitarice za 3 dni lahko imaš skuhane, stročnice za 3 dni. Kar se pa tiče te zelenjave, recimo zelenjavo je treba čim manj obdelovati, toplotno. To vemo, zato ker drugače uničiš encime, tisti, ki so ključni, tiste, ki v bistvu rabimo. Uničiš hranila. Zato je treba zelenjavo res dejansko samo popariti. Če si navajen, ješ presno. Če ne, jo počasi uvajaš, ker če nimaš dovolj, tako kot si ti rekla, ne, teh živaločnih sokov, encimov, ti te hrane presne niti ne boš absorbiral, hranil iz nje, ne. Tako da, kar se pa tiče recimo brokoli in to samo 5 minut jaz na pari to pripravim. In to ima vsaka ženska, mislim, To je res 1, 2, 3. imaš res, ne rabiš tudi juhice, kako je zelenjavne kuham, ne. Jaz recimo narežem so zelenjavo, zavrem to vodo, potem pa pokrijem. Konec, in niti sklopim. Ja, jaz isto naredim za brokoli. V bistvu počakam, dam v mrzlo vodo, počakam, da zavre, ugasnem, čez 5 minut je ready. No, to je to. In isto, ne, recimo tudi jaz naredim rižote iz ajde ali pa iz ječmena, zraven dam zelenjavce, ampak jaz to samo prižgem malo, da se pokuha, potem pa ugasnem. In jaz grem lahko med tem delati druge stvari. Ne rabim biti 4 ure v kuhinji, ne? Ker ta zelenjava potem, če 4 ure kuhaš, je umrla že 3 ure nazaj. Ne? Ali pa narediš tako, večinoma najbolj zelenjavne juhice zvečer, ki so res 10 minut. To je to. 10 minut. Ja, jaz pa tako svetujem, ne. Večina ljudi je navajena na neki svoj bioritem prehranjevanja, ne. Večina tako, imajo radi makarone, ne, pač testenine, pa neko omako, ne. Zdaj si pa, ne, ko smo pri brokoliju, ne, ki se hitro skuha, če imajo čas za testenine kuhati, lahko še marsikatero zelenjavico noter vržejo in še to otroci tudi pojejo. Tako da lahko brokoli, ne, brokoli cvetke se not vrže, lahko cvetačko. Ja, kar not. Lahko se nariba korenček, jaz sem to moje že tako navadila. In se takoj več zelenjave lahko poje. Ne? Tako da se, ali pa na ohrovt na rezance, ne? Pa se vrže not. Lahko se bolj proti koncu vrže, ni nujno, da se kuha 10 minut, pač kakor se testenine kuhajo. Proti koncu se precedi in omaka gor. In je v bistvu, kaj ni prav, nimam časa za zelenjavo. Ne? Zato, ker imamo mi vedno v glavi, da zelenjava mora biti neki zraven obrok. Zdaj, tako kot si ti prej rekla, meditacija. Ne? Meni je recimo priprava solate, da jih jaz pripravim za v hladilnik, da jih Aha, ti si pripraviš naprej. Ja, pri meni je to en tak ritual, ki sem se že navadila. Mogoče sem jaz malo bolj navajena na to, ker včasih sem na predavanjih imela velike količine zelenjave in meni je bilo to škoda, da jaz naslednji dan to stran vržem. Ampak jaz to vse sem pripravila, naredila in sem tako se tudi določene stvari naučila, tako da jaz solato ne narežem, pa jo perem, ker jo eni namakajo, ampak perem vsak list posebej in potem tudi ne zarjavi tako. Zdaj, so finte, pri določenih zelenjavah ne sme biti mokro, pa jo centrifugiraš, pri enih ne, ampak že, če imaš ti to oprano, pa nekje spravljeno, jaz kar na cedilu pustim. Jaz kar na cedilu pustim, pa dam magar v neko vrečo ali pa krpo ali pač karkoli, ne.
In se potem sam sproti to reže in imam že noter vse različne barve naštimane in sam režem in ta čas, ko se neke druge stvari kuha, jaz to lepo zrežem in meni je to že ritual. Pa not narezati vse še dodatke, pa naribati še kakšno pesico, pa še kakšen korenček, pa še kakšno redko ali karkoli, kar je pač tisto sezonskega, se to noter spravi in to je tudi ena taka meditacija, sprostitev, priprava na obrok, ne da sem nekaj zmečaš vase, da telo tudi to sprejme, ne? In je potem okus drugačen, en odnos do hrane drugačen, začneš v hrani uživati, ne? In je to en tak ritual, ker če ti znerviran, stresen, zmečaš vase... Itak nič ne bo, ne? Ni. Čeprav to, kar imaš pa ti v vrečki, je pa za tiste, ki nimajo časa in za prilike, ko ni časa, da lahko v bistvu malo več tega poješ. Ker na dan bi mi mogli ampak imaš ti tudi lahko ritual iz tega. To je pa jutranji names kavice. Ampak recimo skupni imenovalec za tega, kar sta vidve povedali, bi bilo planiraj obroke vnaprej. Ja, vedno. Se pravi, načeloma niti ni treba, toliko si ful planira. Ampak malo, veš. Če pride, jaz vem po izkušnjah, meni ženske vedno pravijo, če ti priješ sestradana domov iz službe. Kar bo padlo, bo padlo. Točno tako. Ti boš pograbila, tudi možgani so tako imajo fokus, da bojo pograbili hitre sladkorje. In potem ješ junk food. Če imaš pa ti že pripravljeno v hladilniku, recimo, tako, kot sem rekla, žitarce, stročnice, tele malo zelenjavce, tako, kot ti praviš, da si jih že prej pripraviš. 10 minut rabiš za tak obrok. To, kot če si sendvič narediš. In enostavno ni izgovorov. Zato, ker ti ne sme preveč pasti krvni sladkor, da si ti že čisto stradana in vidiš sam še krov pred sabo. Se pravi, stročnice misliš kaj? Narediš si ali čičeriko, fižol si skuhaš in pustiš, kaj ga odsediš? Ja, obvezno. Jaz ga tudi, prej ga je treba obvezno namočiti, seveda. Ja, to vemo. Tako jaz ga skuham in potem ga imam recimo v neki posodi hermetično zaprti za 3 dni. Isto recimo lahko skuhaš, ne vem, ali si proseno kašo ali ajdovo kašo je top, zdajle sploh, si jo lepo skuham in jo imaš 2-3 dni mirno zdrži v posodi zaprti. In potem samo tole dodaš, ima 10 minut, jaz imam res skuhana kosila, meni so te Buda sklede najboljše. Ja, te bole, ja. Super so, ta boljš. In to imaš samo zložiš in tam recimo dodaš še to surovo, svežo zelenjavo, tista, ki negomolne in se nasitiš, tako, kot si tudi ti rekla. Ali lahko si kakšen tofu zraven popečeš. Absolutno. In to, kot si ti rekla, zelenjave, mislim, solate. Ljudje imajo še vedno predstavo, da je solata samo zelena, skleda zelene solate, ali pa mogoče še radič. Jaz naredim ogromno solato in zmečem noter vse. In to se mi vsi najemo, cela družina. In tam dam recimo fižol noter, druge stročnice, tole špinačo, tudi ohrovt, listnat lepo narežem na trakce, mikrozelenje. In tofu recimo popečem na koščke in noter. In kad to poješ, Matej, jaz te vas danes povabim, danes mogoče ne, kjer drug dan, ampak kakorkoli, navdušena sem, dejansko je celo ena restauracija v shopping centru se odprla, kjer delajo izključno in samo bowle. Ja, to sem prezanč videla. V Ljubljani, a si bila? Dajmo jih izpostaviti v aleji, a ne? Ja, sem videla, točno, so pripravljale. Odlično. In imaš noter, še wasabi dajo noter, ni da ni. Skratka, perfektno. Wakami alge celo in tak naprej. No, viš, alge tudi obvezno zraven. Alge. Ja, da se pa tudi, tisti, ki namarajo pa presno, se pa lahko tudi že vnaprej malo se nareže. Zdaj, določeni ljudje si tudi ne znajo pripraviti okusno zelenjavo. Sam neki kuhana, pa neki okusi, bla, bla. Če se da zraven malo pora, različnih vrst tudi čebulic, ni to treba cmar čebulo, da zdaj cela soseska voha, koliko se včasih dela. Ampak v seglih ni to vrečka iz zelenjave. Mislim, ni to zelenjava iz vrečke. Ne, zmrzjena. Ne, tist ni dober. Tist ne more biti dober. Evo, v ekozelenje, ki ga imamo tukaj, nekaj, kar imam jaz vedno v torbici, tale iz moje torbice se vidi, da je že malo pomečkan. Nekaj, kar imam vedno zraven, nekaj, kar moja hči obožuje, ena izmed njenih
prvih zadev in ceneje kot kava, pa ne bomo govorili o tem, koliko je to boljš kot kava. Torej, tukaj notri je vse ekološko, od pšenične trave, kalčkov, alg, skratka veliko različnih stvari, pa še slabega okusa ni. Par let sem iskala nekaj, kar je dejansko tako užitno kot tole. Nasploh, katera hrana, zdaj smo že slišali pšenična trava, ampak nasploh, katera trava je tista, ne trava, zelenjava je tista, ki ima največ klorofila. Nasploh. Jaz bi rekla, vse, kar je zeleno, najprej pogledamo, tisto ima absolutno zelo veliko klorofila. Ne, zdaj pa imamo potem od ohrovta, brokoli, koprive, rečemo, v nekaterih delih Slovenije še vedno koprive uporabljajo in za špinačo, in za smutije, in za ni zakaj jo uporabljajo. Ne, mogoče mi jo poznamo samo kot koprivin čaj, ne. Ampak koprivina špinača je noro dobra in tukaj je tudi ogromna količina klorofila. Se pravi, temnolistnato gledamo. Vse, kar je temnolistnato. Ja, regrat. Rečemo, regrat lahko jemo mi praktično celo leto, ne samo spomladi, tako imamo mi v navadi. Ne? Edino, kar je mogoče, je majčken bolj grenek zdajle na jesen, ne? Ali pa takoj po cvetenju majčken bolj grenak, drugače pa lahko ga uživamo celo leto. Ne? In tudi tega lahko uporabljamo in za solate, in za lahko ga samo zraven toplega krompirja majčken zmešamo, pa imamo super prilogo, naprimer. Ne? V smutijih zraven, mislim, samo kar je temno zeleno, bom tako rekla. Obstaja veliko načinov. Yes. Evo, različne trave, torej različne, 9 dejansko vseh sestavin je tole in kakor smo rekli, cenejte pride, kakor dejansko kavica. Zakaj pa je tole boljška kavica? Zato, ker sem že poudarila, v bistvu kofein ima pozitivne učinke. Ampak če mi ga zlorabljamo, kot je to najbolj zlorabljena substanca na tem planetu, nam v bistvu izčrpava telo, izčrpava nadledvično železo, poruši nam hormonsko ravnovesje, v bistvu nam niža naš naraven nivo, preprečuje absorpcijo železa v kri, tako da si delamo zelo medvedjo uslugo s tem. Nekaj časa nas sicer dviguje, nam daje energijo, ampak zelo hitro opazimo, da rabimo vedno več kave, pa vedno bolj smo utrujeni. Tukaj, tako kot je rekla Urša, v bistvu ti prinese kisik v kri. In to je ključno. Prinese ti hranila. Deluje alkalno. In če ti imaš telo, vemo, da mora biti rahlo alkalno, ne sme biti zakisano, zato da si ti poln energije. In že sam ta proces vsebuje, recimo trava vsebuje 92 mineralov, alkalnih mineralov od 115, ki jih poznamo na tem planetu. Tako da zame je to popolno živilo, res. Če nič drugega ne uživaš od prehranskih dopolnil, tukaj si že pokril, ker mi se v bistvu ne zavedamo, da za zdravje res potrebuješ alkalne minerale. Mi vsi govorimo o vitaminih, pa to, ampak brez mineralov, tako kot rastline ne preživijo, rastline ravno tako potrebujejo, dobijo jih iz zemlje. Zdaj, če rastline ne dobijo minerale iz zemlje, jih tudi mi ne dobimo v hrani iz zemlje. In večinoma ljudem primanjkuje mineralov. In se to kaže na absorpciji, potem na koliko imamo encimov, hormonov, vse to nam poruši, ker ni dovolj mineralov. Kako pa otroku čim bolj po domač povedan uturiti to zelenjavo? Kakšne finte imaš? Najbolj simpel je ta, otroci imajo radi pravljice, zgodbe. Zdaj to zapakiramo v zgodbo. V naših časih je bil Popaj, ki je jedel špinačo, ko je rabo moč. Pokazal mišice. Lahko razlagamo, se spomnim ene stranke, fantek je bil, je prišel en dan do mene in je rekel, veš, jaz pa jem alge. Zakaj pa ješ ti alge? Ker meni je bilo, star je bil pa mislim, da 3-4 leta, ocenjujem tek na pamet, zaradi tega, ker kiti jejo to, da lahko potujajo po oceanih. Ker mu je mamica na tak način razložila, da kiti jejo alge za moč, da oni lahko plavajo, pokazala mu je na atlasu, koliko je ta ocean velik, in on je z veseljem jedel te alge. Ni bilo važno, zamešane takole v jogurtu, kjerkoli oni jedo alge. Na finto jih moraš malo vršiti, po domač povedan. Pol imamo še vse druge variante. Naj se otroci udeležijo vse priprave hrane. Naj prčkajo po vrtu, naj kopljajo po vrtu, naj okušajo, pa če tudi ni čista, ni oprana zelenjava, naj dajo to v usta, naj povohajo, naj zmečkajo, naj imajo zelene prste.
Tudi v kuhinji je super, da ga vključiš, naj režejo, perejo, ne? Čeprav bo poplava po kuhinji, Bog pomagi, bomo pač pobrisali. A ne? Pa še eno tako pravilo je, bom tako rekla, kar nekako družinsko pravilo, ne? To smo tudi pri nas doma imeli, vedno je bil obrok za vse enak. Ja, nikoli ni. Tukaj jaz pelam, vem, jaz bi naredila 30 različnih variant za vse, samo zaradi tega, da bi ona jedla. Pri nas je bilo pa vedno tako. In še tudi zdaj, ko gledam generacije naprej, ne, vedno je tako. Obrok je enak za vse. Pač en dan ti ne paše, drug dan ti malo bolj paše, ne. In tudi ni bilo tega podkupovanja, ne vem, pojej 2 žlici za atija, pa mamco, pa dobiš potem še... Čustveno izsiljevanje. Ja, in potem dobiš sladoled, ne? Ampak je bilo vedno tek. Sladica je bila vedno za vse. Ne? Na tak način, jaz bom tako rekla, to vzgojo tudi peljemo naprej, ne? In na tak način tudi gre, ker pač včasih se en mal zmrduje, enkrat drugič mal bolj. Pa če bi bili tukaj navdušeni nad zelenjavo, kakor smo nad torto, bi mogoče bilo tudi drugače, ne? Ja, no, tudi če ne daš na mizo, ne bojo jedli, ne? To je tudi res, je treba. Zdaj jaz sem nekje brala raziskavo, da je otroku treba 21krat ponuditi eno hrano, da jo on sprejme. Če ne daš na mizo, ne bojo jedli. Tudi moški, če jim daš ti na mizo solata, pa te zelenjave, vse pojejo. Jaz imam doma desce, mi smo tudi dosti družimo, pa so te žar pikniki, vedno Simon, kaj si danes pripravila, sem čakajo, tako da jaz tudi v marce delam z zelenjavo, to se da tudi lahko v oljček, se da peste in take delata, tudi to se da pokombinirati. Tako da vedno vse pojejo, kar je na mizi in pohvalijo. Sami se pa tega ne bojo lotili, tako da sami se tega ne bojo lotili toliko, ampak če daš na mizo, tudi otroci vidijo, da ti ješ, vidijo, da ostalijo, vidijo, da tesci ta veliki jejo. In se potem tudi oni to navadijo in sam na mizo je treba dati. Saj ne bojo vse pojedli, saj bomo tudi malo stran metali. Tudi, če bojo dali 2 žličke. Ženske, mi dve imava to izkušnje, mislijo, da morajo zase posebej kuhati, ker so na dieti, da ne kuhajo isto, kot za otroke, za ostale, ampak vsi lahko to jejo. Tako da jaz vedno pravim, da cela družina sodeluje. Saj se bojo zmrdvali, eni bojo to, eni ne. Pri nas je tudi ta mali pač tega, pa tega ne je. Jaz pač dam gor, če poje, proba. Ker če ne proba otrok, kako bo vedel, ali lahko je? Ne more vedeti. Pa dejansko otroci vejo, kaj pa je vidi, za njih. da sploh ni toliko za nič ta zelenjava, da to je ful dober, ali potenstana, pa malo mogoče še tudi kakšen košček meska, ali pa gobice. A veš, moj sin ima pa najrajš surovo. Jaz mu dam pri vsaki hrani zraven vedno narezano zelenjavco. In tako lepo, a veš, mavrico. Zdaj lepo zgleda. Vedno, res. Pa jejo, vse je, ampak pri jajčku dobi zraven, pri mesu, pri čisto vsem dobi zelenjavo. In je že navajen. Tudi če si sendvič naredi, si tudi sam lepo nareže kumarce, paradižnik, zdaj, ko so te paprike in on. Mi smo tako v štarije nosili, ker ni bilo solat, pa tega, pa kumarc. Mi smo v pakongi za tamalga nosili na palčke narezane zelenjavce in on je to jedel in so se vsi so gledali. Otroci imajo radi, veš, če se ne marajo, razkuhane zelenjave. Ja, razkuhana pa una iz vrečke, zmrznjene, mislim... Ker zgubiš vso barvo in ne marajo tega. In potem si mislijo, da je v bistvu zelenjava neokusna, pa ni. Če ti samo malo pripraviš, je hrustljava, taka, ima te... Ja, sej vsak si naredi neko svojo kombinacijo. To pa to, te špagete, to vedno gre skozi, da daš zraven kuhati. No, ampak potem pa dostikrat rečejo, ja, prazna vreča ne stoji po konci. Ampak če gledamo mi recimo, koliko so z beljakovinami bogate alge, pa to je noro, pa šnicel ti ne da tukaj. Najbolj. In prav, če pogledaš potem, krava pa to, ja, v Cantravcu je pa je taka, Vse velike živali so velike, sloni, največje krave, živali na planeti, biki. Pa vse je travo, zeleno. Evo, kaj pa fitness, telovadba, tisti, ki se neki lotijo, pa hujšanje, pa vse te zadeve. Kaj bojo imeli od klorofila, glede na to, da ti velikrat posegajo po šejkih, proteinskih, iz sirotke in vsega tega. Dajmo to malo zdaj na balans. Prvo, telo se jim bo hitreje regeneriralo. Takoj, ko zaužiješ po nekem, bom tako rekla, intenzivnem treningu, kardio, vadbe in tako naprej, se regenerira telo hitreje. Tudi manj je mlečne kisline v mišicah. Se pravi manj muskel fibra. Ja, točno.
Tudi kako bom rekla, krajši čas traja, ker vemo, da to zna trajati 2-3 dni, prvi dan je najhujš, pol pa počasi izzveni, tega bo veliko manj. Ker se telo hitreje regenerira. Pomembno je samo to, da še potem dovolj pijejo, da se to res čim hitreje počisti ven iz organizma. Mišice pa tek vemo, to so čiste beljakovine, to je več beljakovin kot v mesu. In ti takoj po treningu rabiš beljakovine, da nadomestiš tisto, kar si v tistem trenutku izgubil ali pa že prej v preteklosti in to je nekaj najboljšega, kar lahko Kaj pa narediš. tudi intenziven šport blazno zakisa telo. To se ne zavedajo ti športniki. Zato imajo tudi recimo ogromno zdravstvenih težav, pa mislijo vsi, da šport je zdrav. Je do določene mere. To, kar se pretirava, zakisa telo in to je idealno, če želiš razkisati telo, dodaš mu te alkalne minerale, ki so nujni za to, da ti dvigneš pH. Ne, se vidi, dejansko, če pogledaš, kakšne maratonce, pa to zelo postarane obraze imajo. točno tako, Veliko gup in vsega. Ja, zato, ker pokurijo veliko pač vitaminov, mineralov, telo, in se telo starajo. porabi. Ogromno oksidativnega stresa proizvajajo. Se pravi, popoldan, namesto nekih takih treningov, jakih in tak naprej, pejte rej na eno ekozelenje skupaj s svojimi prijateljicami v en tak fajn ženski krog in boste naredile več za bolj vitko telo in zdravo telo.